Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi bogato zgodovino Društva prijateljev mladine Trbovlje. Seveda naša gostja pa je sekretarka tega društva, Laura Izgoršek. Laura, živjo. Živjo. Ja, snemava v teh, bom rekel, kar precej skromnih prostorih. Torej, ne daš ti veliko v nakit, ne? Bom rekla tako, da jaz mislim, da naši prostori, glede na to, da je vse second hand oziroma pride izpod drugih rok, so pa taki srčni prostori, z dobro energijo, kar je pa v bistvu po mojem mnenju najlepši nakit. Meni se tudi zdi, da imaš ti, dobro, nisi direktorica, sekretarka tega društva, eno najmanjših pisarn, ker jih jaz poznam, Ja. Ampak vse ti zadošča, Ravno toliko velika tako, da v bistvu lahko sprejmemo obiskovalce, kadar so sploh, bom rekla, kakšni delikatni pogovori, ki morajo biti na 4 očesa. Drugače pa mislim, da je vseeno ta prostor tisti, kjer je pa fajn, da delamo skupaj, da je neka klima med nami, da se vidimo, se pogovarjamo, niti ne želim biti čisto izločena stran od naših prostovoljcev in ostalih, ki prihajajo na društvo. No in seveda ta studio, zdaj priloči smo malce preuredili, preden smo začeli snemati, tudi tale Rosca ponavadi ni tukaj, ampak to paše, Ja, tukaj pa moram reči, da lahko tvoje sposobnosti pohvalim, ker si daš prostor tako lepo ukresil, da razmišljamo, če te še za veseli december kaj poklicali. Da bi še pri kakšnem drugem projektu midva sodelovala, Ja, ne samo pri teku, Res, ja. Čeprav tam ne tečeš glih z mano, Ja, vedno manj. Greš pa vedno nekaj. manj. Kaj bom rekla, nisem v formi. Ampak se pripravljaš, zdaj imaš več časa, do septembra, Ja, zdaj pa res. Ja. Laura, zdaj tole niso tisti prvotni prostori Društva prijateljev mladine, Nekoč ste bili v delovskem domu, še kje drugje? Ne, bom rekla, da v bistvu prvi prostori so se nahajali leta in leta nazaj, tukaj, kjer je zdaj ima prostore knjižnica in zavod za zaposlovanje, neka majhna pisarnica. Potem smo šli spet v drugo majhno pisarnico, kjer so prostori Rdečega križa, smo bili sosedi. Potem pa s časoma opazili, da predvsem, ker se je število otrok na počitniških dejavnostih, aktivnostih in prostovoljcev večalo, da enostavno malo večje prostore potrebujemo, vendar vseeno finančno nam zmogljive. In tukaj moram reči, da nam je takrat delavski dom prišel fajn na roko in nam omogočil prostore, ki so malo bolj primerni za našo dejavnost. Je še pisarna in je potem večja pisarna. Tako, ja. In pa seveda bom rekla... Sanitarije, ki morajo biti, Ja. In še spodaj ena njivica, Ja, res je. Prostori so luštni, bom rekla tako primerni za nas. In pa seveda, kar je pomembno, da imamo zraven tudi kulturni dom in vse javne zavode, ki pa nam vedno stopijo nasproti, kadar potrebujemo pa še večje prostore. Ima pa tudi ta stavba, eno patino, Res je, ima. Bogato zgodovino, Ja, in zato se mi zdi, da sem kar pašemo. Tako, čeprav delate z mladimi, Ja, ampak si so enkrat mladi in si so enkrat odrasli. Ja. In naj ga skozi roda v rod. Ti se nekako, bom zdaj grobo rekel, staraš z društvom, Ja, res je. Kdaj si se srečala, kot deklica verjetno, z Društvom prijateljev mladine, ne vem, si bila tudi sama udeleženka teh počitniških dejavnosti, ko si bila še mala punčka? Ne. Ne, to tako rekla. Jaz sem bila en tistih otrok, ki bi se najraje ves čas držal svojih staršev, ki je bilo zelo težko sploh kamorkoli iti. Staršev iz Trbovelj?
Ja, spadamo še po Trbovlje, ja. To je na meji, ne? Na meji Špicberg, tisti konc, ja. Lušni kraji. Ja, in jaz sem bila bolj tista, ki bi bila sam doma, še šola v naravi je bila problem, kaj šele kaj drugega. In se mi zdi, da sem potem šele, ko sem potem v koncu srednje šole in naprej spoznavala in spoznala Društvo prijateljev mladine in sorodne organizacije, šele videla, kaj vse smo v bistvu kot otrok zamujala. Kje si pa obiskovala v osnovno šolo, pa potem srednjo šolo? Osnovno šolo in srednjo šolo sem obiskovala v Trbovljah. Tudi tukaj bom rekla, da ni bilo želje po Ljubljani, ni bilo želje za iti kam ven, ker dolgo sem se doma držala in zelo rada. Tako da, kot sem rekla, zdaj v teh letih se mi pa zdi, da pa kar nekako si želim se to nadoknaditi, da mogoče sem bolj odprta, pa seveda pri svojih letih tudi že precej bolj samostojna, da želiš raziskati bolj svet in da ti je mogoče žal, da včasih nisi bil toliko pripravljen oziroma preveč sramežljiv, ampak v bistvu nič ni zamujeno, ne? So pa te trenutki zdaj toliko lepši. Si potem kaj nadaljevala še po srednji šoli, šolanje, kdaj kasneje? Ja, jaz sem se potem odločila še, da sem zaključila še v bistvu za področje organizacije dela, menedžmenta, ampak bom tako rekla, vleklo me je ves čas v socialne vode, pa nekako poti niso tja zanesle, pa verjetno je bilo že za nekaj prav. Na koncu pa v končni faz pa sem se nekako najdla še vseeno na področju, kjer delam stvari, ki jih rada delam. Zdaj, če malce primerjaš svoja otroška leta pa mladost z zdajšnjim življenjem v teh krajih, tudi Trbovlje so bile takrat precej drugačne, ne? Čeprav še nisva midva tako stara, ne? Ampak vseeno, ne? Takrat so še hunti vozili po Trbovljah, ne? Se je še premog kopal, ne? Kadilo se je iz vseh Raufanku, ne? Drugače je bilo, industrija je bila na višku svoje moči. Bi rekla, jaz sicer tega spomina nimam, glede na to, da sem odraščala v hribih, da še vsem si bil v nekem svojem kalupu, okolju, ki pač ti ni dajo tega občutka, da jaz se vedno spomnim sam teh vseh travnikov, zelenic, koliko fajn je, če živiš nekje na prostem, kjer imaš nek, kar bom rekla, da zdaj, ko sem v bloku, veliko še vedno pogrešam. Vse sigurno časi se spreminjajo, ne? In določene stvari so bile včasih boljše, so zdaj slabše, določene stvari so bile včasih slabše in so sedaj boljše, ne? Fajn pa je, da vedno poskušamo vsem tem najti, kaj pa je pozitivnega, kje pa lahko napredujemo, kje pa vidimo, da v bistvu naš kraj raste. Kako si se ti srečala z Društvom prijateljev mladine? Takrat je bila verjetno tu sekretarka Ada Medveškova, tako. Ja, bom rekla, da takrat po zaključku srednje šole je bil interes, iskanje, mogoče me je takrat, mislim, da mami malo bolj usmerila, ne, Laura, češ pet v svet, ne, mogoče pa boš tle dobila neke prve izkušnje. Vedela je nekako, kakšen delo me zanima, ne, sama nisem nekako niti vedela, niti sama si upala nekaj poprašati, da je mogoče mami bila takrat tista, ki me je malo bolj usmerila. In sem vesela, da je takrat Nada me tudi sprejela, da sem imela možnost poznati to delo, številne prostovoljce in mislim, da že od štarta nekako sem se čutila del te organizacije. Koliko časa pa si zdaj že ti sekretarka? Ja, malo bo 20 let. 20 let, ne? Ja, Kako pa se imenuje sekretar? Kako gre to? Da nekdo postane. To je mandatno obdobje, ne? To je mandatno obdobje, tako je. Da, tako je. V bistvu kot prvo pač dobro upravlja svoje delo, te potrdi izvršni odbor in na koncu to mora vedno tudi občni zbor, ki sestavlja so članstvo društva, aktivno članstvo in na podlagi tega potem sekretar lahko normalno nadaljuje naslednja 4 leta. Tu občina nima možnosti imenovanja, tako kot recimo pri teh javnih zavodih, kot je delavski dom, knjižnica ali pa osnovna šola. Ne, društvo je drugačno funkcionira, no, sem pa vsekakor gre zahvala občini, da je pa pripravljena sploh financirati profesionalno delovno mesto v nekem društvu. Torej plača se nekako, plača pokriva občina, tako občina, je. Ampak je to pravilo v vseh občinah po Sloveniji, je drugače drugje? Mislim, bom rekla, kaj pa vem, ne, ponekod je na isti način, ne.
Zdaj tako je odvisen, kakšni so dogovori. Drugod bom pa rekla, kjer bom rekla tista, ki so starejša društva, nekako imajo, da je občina, ker ima društvo s tako tradicijo, ki dela v bistvu za občane, ne? Ki nisem končni faz ne dela za svoje članstvo, ampak dela za občino. In če le je možnost, da vidijo napredek, da društvo dela aktivno, da je veliko nekih aktivnosti, ki jih izvaja, občina ponavadi pride nasproti. Če pa želiš kaj več, če pa tudi za nas, bom rekla, da v tem času že vedno bolj razmišljamo o tem, ne, da če želimo še napredovati, bo potrebna še neka dodatna zaposlitev nekaj. Ne. Tle pa vemo, da pač kot številna društva po Sloveniji bomo mogli aktivno delati na področju evropskih razpisov. Ker dejstvo pa je, ne, da to, ko si govorila o zaposlitvah, o pomoči, da si tudi sama veliko bolj upeta v to birokratsko delo, kot pa mogoče leta poprej, ne? Res je, vedno več je neka dokumentacije vsega skupaj. Ja. Tako bom rekla, jaz sem bolj človek prakse. Rada sem z ljudmi, rada delam z ljudmi, rada imam stik z ljudmi. Normalno in logično mi je, da pač vedno morajo biti tudi papirji urejeni, ampak ne delam pa tega rada. Včasih pogrešam, da v bistvu sem zraven samo pri nekih pripravah na neko, recimo počitniška varstva, in ta stik z otroki, da bi si lahko vzela nek dan res tako, brez ostalih klicev, ostalih obveznosti, papirjev za urejati, in jih enostavno kot ena izmed prostovoljk preživela z otroki, to pa bom rekla, da pač pa vedno bolj pogrešam. Koliko je pa tu v delo v teh lokalnih društev prijateljev mladine, ne, ali pa občinskih društev upeta zveza, ne? Ker tudi na ravni Slovenije ne obstaja Društvo prijateljev mladine Slovenije. Ne? Seveda, Zveza prijateljev mladine Slovenije je naša krovna organizacija. In vsa društva po Sloveniji smo članice Zveze prijateljev mladine. In to pomeni, da se nekako držimo nekega osnovnega programa, ki ga skupaj izvajamo. Bolj aktivno sodelujemo v odločenih programih, je pa en kup programov, ki jih potem vsako društvo izvaja glede, ne bom rekla, kakšne vidi potrebe v svoji občini. Glede na velikost pa razvejanost. Tako, sigurno. Zdaj, Trbole so kar med tistimi večjimi občinami, tudi kar precej mladine je. Ne? Ja. Ni pa društvo uradno humanitarno, ne? Čeprav se s humanitarnostjo pa veliko ukvarjate, ne? Ja, ne, prav status humanitarne organizacije nimamo, ne. To bi bilo malce bolj zakomplicirano, ne? Mi imamo tako rekli, da pa nas status humanitarne organizacije ima Zveza prijateljev mladine Slovenije kot naša krovna organizacija. Mi smo se pa nekako za naše potrebe odločili, da je pač dovolj, da imamo status društva v javnem interesu, in da kot člani Zveze prijateljev mladine Slovenije delujemo pač tudi na humanitarnem področju. Se pa trudimo, da pač, kar se tiče humanitarnega dela, kolikor se le da, poskušamo sodelovati s tistimi primarnimi institucijami v našem kraju, ki na tem področju tudi delajo. Zdaj, drugo leto bo 70-letje delovanja društva, ne, to bo visok jubilej. Ob 60-letnici se mi zdi, da je ena brošura izšla. Zdaj bo verjetno kakšna druga aktivnost, pa kaj v drugi smeri se bo delalo. Kaj pa je skozi vsa ta leta, 70 leti, bilo tisto glavno delo društva? Zdaj vem približno, ne, pa lahko tudi poveš, kaj je zdaj v zadnjem desetletju, ali pa v tojem obdobju. Kaj pa prej? Podobno? Bom rekla, osnovo peljemo še vedno naprej. Bistveno je skrb za otroke. Torej, pomembno je, da ohranjamo skozi vsa ta leta prostočasne dejavnosti, počitniška varstva za otroke, da ohranjamo letovanja, da ohranjamo, kot tradicionalno že leta in leta organiziramo sprevod pustnih mas, sprevod Dedka Mraza. No zdaj, tam zadaj se že približuje. Kot da neki rekvizito je že pripravljeni. Zdaj ne vem, če bo sneg, ampak mi upamo in držimo pesti za sneg. Tudi to je ena od dejavnosti pomembnih, ne? Tako, ja, vsekakor veseli december. Zdaj bistveni, bom rekla, da programi se skozi leta peljejo naprej. Bistveni programi naši so poleg počitniških dejavnosti letovanj, veselega decembra, ko se neka pusta, tudi potem še teden otroka, otroški parlamenti, teden družin. Tako je to je tista bistvena in pač delno tudi humanitarni programi. Potem pa nekako prilagajamo trenutnim potrebam, ki jih opažamo v sami občini. Seveda, vmes je prišel še COVID, tudi o tem bova kaj povedala, ne? Vmes so pa prišla pred leti še, mislim, da je 8 let nazaj, še jaz pa Mitja Duh,
Tako je. No, pa v zadnjih letih tudi Sabina Karaman. Smo pa se nekako odločili, da bomo organizirali še te tradicionalne zasavske humanitarne teke. Letos ga bomo oziroma drugo leto postavili iz maja na septembra, ravno zaradi obletnice. Naše, ja, tako. Koliko pa sem te dodatno obremenil, tebe in tvojo ekipo s tem? Vedno me to skrbi, ne? Ne, mislim, jaz sem rada vse te projekte, mislim, rada imam, če delam z ljudmi, ki imajo interes v tisto, kar delajo. Ne? Je pa res, da ko si en sam zaposlen, ne, je včasih en kup zadev na kupu in niti ne veš, se v bistvu jaz bolj obremenjujem s tem, ali bom dosti dobro naredila, bom za to poskrbela ali ne bom, čem dati prioriteto, ker po eni strani pa zame ima kar vse prioriteto, ne? Ampak ne, rada pa imam, da se stvari peljejo naprej, da se v bistvu, to sem nekako vedno zagovarjala, da mi je pomembno, če nekdo pride z neko idejo, z nekim predlogom, če pokaže interes. Pa da je tudi potem praktično pripravljen izvajati, ne? Ja, vsekako. Ideje je ponovadi veliko, ne? Ideje je veliko, ja, ampak nekdo, da je aktiven, ne? Polno idej, potem smo pa rekli, no, realiziraj, je bilo pa včasih tama. Ne, in vse točno to, no, in zato so taki ljudje veliko več vredni, mislim, tako bom rekla, imajo res veliko vrednost, ker veš, da se boš čel čas izvedbe neke aktivnosti oziroma dejavnosti, prireditve, v bistvu sodeloval z nekom. Da bo več čas prisoten. Te ne obremenujem preveč. Ne. Te še lahko, ne? Zmoremo. Dokler bom še lahko. Tako, ja. No, se mimo glede, ko smo še mislim, da boš zaskrbeti, koliko sebe obremenjuješ. No, ja. Bo septembra, ne? Ja, tako. Vedno je to drugi petek, ali v maju, ali pa v septembru. Petek pa zato, ne? Vsi sprašujejo, zakaj ne sobota. Takrat so ljudje, kje drugje. Petek je pa še tudi dan, ko je pouk. Ja, tako, da nas ponavadi obiščejo tudi vrtci, šole in podprejo našo prireditev, zato se nam pa zdi pomembno, da v bistvu damo možnost vsem generacijam, da se nam pridružijo. Letos v Hrastniku je bilo prav prijetno, ne? Ja, lepa udeležba. Smo bili zunaj, ne? Ja, tako. Zdaj bo pa v Trbovljah drugo leto. Ja, tle nam je še najbolj poznan teren, najbolj nam ustreza in radi gremo ven, pa radi se vrnemo nazaj v Trbovlje. Zdaj imaš pa že kaj v glavi, kaj pa se bo dogajalo okrog 70. obletnice maja, verjetno bo maja, ne? Takšen plan je. Jaz sem rekla, da mi smo že nekako v bistvu celo leto razmišljali o tem, imamo tudi nek plakat, kjer se pišejo te ideje. Vsak ima seveda svoje, ne? Zdaj najditi moramo nek skupek, en kup je fajnih idej, ampak veš, da vseh ne moreš izvedeti, ne? Tako da mogoče za 60 let društva smo se osredotočili takrat, bom rekla, na publikacijo, neko brošuro, da malo imamo na kupu, kaj je bilo prej narejenega, kaj se sedaj dela. Takrat smo tudi počasi, mislim prav, da za 60 let, takrat, da je bil z Mitjem prvi ta humanitarni tek, ki se je tako lepo ohranil, ne? In bo zdaj že v bistvu, gremo proti 10 letom sodelovanja. Želimo si pa v bistvu, mislim pa, da vsi razmišljamo v isti smeri. Mi smo organizacija, ki delamo za občino, za občane. Ne v zaprtih prostorih. Tako, ja. In zato želimo tudi naših 70 let praznovati z njimi. In bolj bom rekla, da razmišljamo v tej smeri, v neki večjem dogodku, neki večji prireditvi in radi bi jo izvedli zunaj. Pa verjetno z rezervnim dnem, ne? Pri humanitarnih tekih, tudi če prekle padajo, mi to izvedemo. Verjetno pa pri tej slovesnosti pa kakšen rezervni dan, če bo slaba napoved. To pa vsekako. Jaz mislim, da pri taki veliki prireditvi pa bomo mogli nekako tako planirati, da še za kakšen teden predstavimo. Ampak glede na to, da je naš logo sonček, jaz verjamem, da bo tudi za 70 let društva sončno. Občina Trbovlje je tudi, mislim, da prijazna mladim, ne? Otrokom prijazno municipalu mesto, tudi invalidom, pa tudi mladim, tako, prostovoljstvu. Pa to je treba ves čas, ne? Nadgrajevati, pa ohranjati na nek način, ne? Ja, vsekakor, ne? Bom rekla, da tudi vsaj nazive, ki jih občina prejme, pomeni, da jih je treba odločene letno, odločene mogoče na 2-3 leta obnavljati. In v tistem času je treba tudi vedeti, da moramo vsi nevladniki, občina, vsi udeleženi na tem delati, da v bistvu končni pas lahko zagovarjamo ta pridobljeni naziv in da tudi naprej občini še ostane. Koliko pa tebi pomeni pridobljeni naziv oziroma prvojunijska nagrada?
Zdaj, nekateri dobijo ob koncu svoje poklicne poti ali pa že tudi potem, ko se upokojijo, ti si pa še polna elana, no in tole je tista nagrada. Tale nagrada prvojunijska je v bistvu bila še v času, ko je bila aktivna Nada Medveškova, smo jo dobili. In daje neko težo našemu delu in bom rekla, meni pa v bistvu to, da če v tistih časih društvo je ves čas res dobro delalo. In meni je za dosega tega pomembno, da tudi naprej peljemo, da ima društvo, da se v društvu širi dober glas, da vemo, kakšen je naš namen dela in da se trudimo za vse tiste, ki so včasih delali na prostovoljski bazi, vse tiste, ki so včasih vlagali v društvo, je prav, da jim tudi zdaj mi vsi pokažemo, da se zavedamo te vrednosti in da bomo peljali društvo naprej, da ostane tako kvalitetno, kot je bilo. In tudi ti si že prijela kakšno priznanje, ne? Tudi. Tudi bom rekla, da je kar... Kakšno, ki ti je pomembnejše? Tako bom rekla, mislim, vsekakor ja, mislim, lepo priznanje je bilo nekaj let nazaj, bom rekla priznanje strani občine Trbovlje, priznanje županje, za pač delo, ki ga opravljam v društvu, ker bom rekla, da je pač tako, fajn je, da imaš občutek, da nekdo vidi, da delaš, ne? Da res delaš, ker vsem si v nekem nevladnem sektorju zaposleno, bom rekla, nismo gospodarstveniki občine, prenesemo zdaj neki dobička ali pa kaj jaz vem kaj, ne, in si imaš vedno občutek, da si nek tam odzadaj, ampak naredimo pa veliko za ljudi, ne, in meni je pomembno, mislim tako, mi je pomembno, da je pač to vidno, da delamo, da se trudimo. Pa še eno priznanje, ne, to pa je? Ja, to smo pa dobili v času epidemije, bom rekla, da smo aktivno, so naši prostovoljci, društvo sodelovalo s civilno zaščito občine Trbovlje, z ostalimi organizacijami, na področju vse pomoči, ki se je potrebovala v času epidemije. In kakšen je bil tisti čas, ne? Saj še ni tako daleč, ampak zdaj že nekako razmišljamo, ne? Kako drugačno je bilo takrat življenje, ne? Kako nismo pričakovali, da smo lahko čez noč zaprti v stanovanja, dobesedno, ne? Ali pa omejeni na meje občine. Ne, res je, mislim, da takrat... Drugega smo se bali, ne? Ja, ne, noben se ni zavedal, mislim tako, nam vem, da je bil šok tiste momenti, zdaj morate pa ostati delo, zdaj pa res zapiramo. Mislim tako, a res? Ne misliš, mislim, nikoli si nisi mislil, da boš lahko tazga doživel, ne? Da se bo dejansko res tako, da bomo dejansko se utujili, da se držiš drug stran drugega. Po eni strani si rečeš, mogoče smo pa rabili, da se ostavimo, vsi skupaj, da se umirimo. Ampak po drugi strani pa zgubiti pa ta socialni stik, ki ga je bilo vedno manj. Kako ste ga ohranili v DPM-ju? Potem, ne vem, ste pomagali pri razdeljevanju hrane, pri obisku tistih, ki niso mogli, recimo, v trgovino, ne? Niso bili sposobni. Ja, mislim, jaz sem tako rekla, mi smo se odzvali, naši prostovoljci, tisti, ki so se lahko, na potrebe civilne zaščite, v bistvu, ker civilna zaščita je bila bistvena, kamor so prihajale vse informacije, kaj se potrebuje. Tako da naši prostovoljci so že v štartu, kar velika ekipa, no, tudi jaz smo takrat zraven, smo delali še skupaj na katapultu, ko so se pripravljale prve pakete mask, tako, takrat res smo rekli, sam da lahko prispevamo, ne, ker na začetku je bil en kup naših prostovoljcev pripravljenosti, pa nas nikjer ne rabijo, ker seveda imajo tudi Rdeči križ dovolj svojih, civilna zaščita dovolj svojih, ne, a lahko pomagamo in na določeni se spomnim še, da so doma v blokih razobesli, ne, če pa potrebuje kdo od starejših, ne, so stanovalcev, mislim, da mu grem po, ne vem, v trgovino, tlele me pokličite, bom šla, bom šel, ne. Potem se je pa počasi začeli, da smo tle pomagali, da so kakšni naši prostovoljci priskočili na pomoč tudi Rdečemu križu, ja, kar je bilo potrebe. Potem bom rekla, da veliko je bilo tudi se je takrat veliko, razkoževalo, tako, ja, poleg tega tudi potem pomoč staršem, ne, včasih je bilo potreba po nekem individualnem delu z otrokom, ker so starši pač, čisto vsak ni mogel službe, takrat ali pa dela od doma, kakorkoli se urediti. Ampak to je bil pa vedno en riziko, ne, vedeli smo, da lahko koga okužimo, ne. Ja. Pa videli smo, da so nekateri tudi zelo hudo zboleli, tudi umirali, ne? Torej ni bil hec, ne? Ne, vsekakor ne. Vsekakor ne.
je bilo pa, ne veš takrat v tistem trenutku, kaj delaš prav in kaj ne. Jaz sem rekla tudi, da jaz sem omejila stike s starši, kar precej, ker se bojiš za njih, ker ne želiš biti ti kriv, da si nekaj prinesel domov. Glede na to, da jaz sem bila vse veliko na terenu. Čeprav se takrat spomnim, tudi midva so bolj kot ne, vse bolj po telefonu. Ja, se ali večinoma. Pa strogo z maskami in tako naprej. Je pa bom rekla, da takrat mogoče pa ni bila tako slaba zadeva, so se začeli počasi te Zoom Teamsi sestanki. Ampak ti si imela to kar težavo, ker si imela zelo močen računalnik. To je bil res, bom rekla, da velik problem, da vsak sestanek sem laufala domov, ampak še vse, ker je bil malo boljši internet in vse skupaj, tako da je bilo enega laufanja veliko. Pa je zdaj to urejeno? Ne, še kar laufam domov. To še čaka, ne? Ampak ne, je pa mogoče lažje, ker včasih si se, ne vem, so vi sestanki Ljubljana, Maribor, ne vem, ki je težko vzel ta čas, ker je še vožnja, ker veš, da te še tle pa tuk dela čaka. In tako stvari bom rekla, se občasno ta osebni stik je pomemben, ampak kakšne take zadeve bi pa meni kar ustreza, če ostanejo na Zoomih. Zdaj, seveda se takrat, tudi potem, ko so počasi začeli otroci prihajati, ko so bile prve počitnice, ko je bilo mečkem bolj sproščeno, ampak vseeno, tistega objemanja še ni bilo. Zdaj, letos sem malce to spremljal tako na bazenu, je bilo pa tega že več, kjer ste med počitniškimi dejavnostmi, med drugim otroke vozili tudi na bazen. Tako da so se tudi objemi počasi vrnili. Ja, so se, bom pa rekla, da tisti čas, ko pa tega ni bilo, ko smo nekako imeli navodila, ne preveč stikov, nahajamo se čim več zunaj, takrat smo tudi omejili število otrok na počitniških, in jih delili potem še na skupine čim manjše. In se je večkrat pojavljalo takrat strani prostovoljcev vprašanje, ja pa če preleti k meni, kaj ne? Mislim, tisto, da bom rekla, da je taka težka situacija, ker definitivno vsaki dela prostovoljno z otroki, delaš, ker ti je fajn ta občutek, da te ima otrok rad, da te lahko stisne, da ga lahko pocrklaš. In ko moš tiskati vse nadaljavo, mislim, ni bilo prijetno in to smo pa komi čakali, da smo se pa letos malo več lahko pocrklali, pa stisli, pa tako. Ni bilo vedno momenta, ne smem, moram to untret, ampak si otroka lahko vedno vzel na ročje, ga stisnil, potolažil. No, seveda nimate samo delo z otroki, Jaz sem pogosto, ko pridem tu sem včasih videl tudi kakšno gospo, ki ji ne gre dobro slovenski jezik, ki je mogoče njen materin jezik nek drug. Tudi tu znate priskočiti v DPM-ju na pomoč. Izobraževanje, kontakt, stik, pogovor s takimi osebami. Ja, nam je v bistvu pač interes in tako se je nekako tudi razvilo vse skupaj. Želimo biti neko podporno okolje. Za delo z ljudmi s takšnimi in drugačnimi posebnostmi, recimo, ni ta pravi izraz, bom rekla, imamo za to strokovne službe. In prav je, da to delajo tisti, ki so strokovni delavci. Je pa super, ker je z leti postala ta povezava z DPM-jem kot podpornim okoljem. To je nekdo, ki pride na novo, tako recimo Centrum za socialno delo, da nekdo, ki pride v to okolje na novo, ki se ne znajde, da smo na vezi, se ga usmeri k nam, kjer v bistvu dobi neko socialno mrežo, nekaj pripomore k naši organizaciji in v bistvu pač mogoče kako stvar, ki je verjetno na centru ne bi povedal, ne zna vprašati včasih, tle mogoče v takem, bom rekla, ne tako uradnem okolju lažje pove in tukaj potem to sodelovanje lepše steče. Tudi mogoče malce več se zaupajo. Ja, sigurno. Pa se tudi naučijo slovenskega jezika, je interes? Bom rekla, da je tako napredek, da je že pogovorno, da je, če ti z njimi komuniciraš, z njimi delaš, se pač napredek vidi. Se v bistvu največ se vsi naučimo nekako zmrtko, bom rekla, na terenu, med delom, ko govoriš, ko debata poteka, ko se odpreš in takrat pridobiš tek največ besed, seveda pa pol tudi lažje opravijo še to, kot je treba, tečaj slovenskega jezika. Veliko si že v svojem govoru omenila tudi prostovoljce, brez katerih ne gre. Kdo pa so to? Kakšna skupina ljudi je to, ki so pripravljeni biti prostovoljci? Nekateri verjetno taki, ki jih nekdo pošlje ali pa na razpisu, ne vem,
usposabljanje na delo ali pa kakor takšnega, da dobijo tudi nekaj plačano, nekaj pa prav prostovoljcev, ne? Mi imamo v bistvu, pri nas je prostovoljstvo zelo pisano, tako da tako je v bistvu. Imamo vse od dijakov, študentov, ki v bistvu pač res namenjajo svoj prosti čas, zaposlenih, ali so to zaposlene, ne vem, v šolah, centru, kjerkoli, pa želijo še nekaj dodatno po službah opravljati prostovoljno. Potem imamo tudi upokojenke, ki vztrajajo še, pa pridejo včasih vsaj malo nam pomagati. In pa seveda ena skupina je potem pač tistih, ki so brez zaposlitve, torej brezposelne osebe, ki seveda dobijo nek dodatek za prostovoljno delo, ker ga ostali ne dobivajo, študenti, dijaki tega ne dobijo, zaposleni in tako naprej. Ampak tle je pač tudi namen, da počasi se vključijo nazaj v družbo, ne, da nekaj naredijo. Tako da imamo kar luštno skupinco teh dopoldancev, ki pridejo ponavadi takrat, no, in nam pomagajo na različnih področjih, tudi delo, bom rekla, njihovo je zelo raznoliko. Ena skupina je, ki dela z otroki, to so večinoma zaposleni, ki imajo mogoče poletje prosto, recimo študentje, dijaki, ki se počasi uvajajo, ne. Potem so takšni, ki nam pridejo pomagati sam, ne vem, ki je treba računalnike popraviti, ker se pač ne spoznamo. Ali pa kakšen varnostnik, redar, ne? Tako, takšne zadeve, potem, ko je kakšno fizično delo, ko rabimo kakšne prevoze, potem, bom rekla, tudi imamo zelo pridno starejšo prostovoljko, ki je sama rekla, meni tele ustvarjalne zadeve ne grejo, ampak si pa želim, da bi imeli pa vi lepe prostore in bi jaz pa prišla enkrat na teden malo počistiti, ne. Recimo, ne, in nekako potem imamo zadaj še svoj vrt, ki sicer trenutno ni urejen tako, kot bi moral biti, ampak tudi pa, če bom rekla, so prostovoljke, ki jim je pa interes to vrstno delo, ne, in poskušamo iz vsakega prostovoljca najti tisto, kar mu ustreza. Ker meni se zdi nesmiselno, da bi nekomu rekla, naj dela z otroki, če za to ne. Kaj pa javna dela? Javna dela imamo pa v bistvu pačenega preko javnih del. To je pa nekako določeno, več ne smete imeti? Tako, samo enega nam pripada, ker imamo tudi eno redno zaposlitev. Zelo težko. Ne bi šlo, ne? Ampak je pa tu mogoče težava, ne? Nekdo prek javnih del ponavadi tako je lahko 1 leto, ne? Potem ga pa zgubiš, ne? Mislim, tega ne zgubiš, ampak zgubiš njegov delovni čas, ne? Na nek način, ne? Jaz mislim, da glih v celem letu spozna delo organizacije, ker v bistvu pri nas se res spreminja ves čas in ves čas nekaj novega spoznava. In ko mi se nauči, mislim tako, da mu ustreza, pa mora iti, ne. Ampak sem pa vesela, da v večini še vedno ostanejo v stikih, da se jih večina odloča tudi za prostovoljno delo še naprej, ker je pa ena taka vrha potrditev, se mi zdi, da našem društvu, da pač delamo dobro in da je tle ta prava klima. Laura, se ti zdi, ne, da si ti pogosto tudi fehtarica, ne? Čisto preveč pogosto. Preveč pogosto. Seveda zdaj, ko je treba kakšno prireditev speljati, je treba poklicati koga, ozvočevalca, ne? Bi ti to puštinal bolj poceni ali pa zastonj, pa kakšno glasbeno skupino pridobiti, pa tako naprej, pa kdo kakšne pice zagotoviti. Bom rekla. Recimo igrače, ne? Da nekako sem že sprejela, da je to tudi del moje službe. Ampak ko ne fehtaš, ne, prosi zase, je to lažje, ne? Ja, sem če že prevečkrat tudi ni tako lahko. Ampak ne, jaz poskušam na ta način, tako bom rekla, no, vesela sem vsakega, ki nam pride nasproti, sploh, ker so časi pač vedno težji, ker vedno težji dobiš neko donacijo, neko pač ali materialni obliki ali finančni obliki, ampak da je dosti tudi medsebojnega sodelovanja. To pomeni, če nekdo nam pomaga, tistem, ko mi rabimo pomoč, ko bo on prosil, bomo mi prišli nasproti. Ne, bomo tudi, ne vem, ko bo nekdo, neka, ne vem, organizacija, recimo, ki nam je na nek način dala, ne vem, brezplačne prostore, recimo, ko bo potrebovali ljudi, da pomagajo pri nečem, bomo, tako, poskušamo še vse na nek način vrniti, ne. Laura, tebi ni zadosti samo DPM Trbovlje, ne? Svoj čas si sodelovala tudi, ne vem, Zidanem mostu s kakšnim društvom, ne vem, s kakšno drugo sorodno organizacijo, pa še tam pomagala, ne? Jaz sem generalna članica večjih organizacij, ja. Tako bom rekla. Je to sobivanje, sodelovanje, tkanje vezi?
Ne, sigurno, da bom rekla, mislim, že tle na DPM-ju se izmenja en kup ljudi. En kup kontaktov se ustvari. In včasih pride nekdo delati sem prostovoljno, pa dela v neki drugi organizaciji in seveda že pogovorno te potegne, da je pa 6 prišla k vam prostovoljno. Ne? Pa tudi v bistvu, meni se zdi, da meni prostovoljno delo pri drugih organizacijah, tudi spoznavanje drugih organizacij, ampak da je to tisto, kar jaz rada počnem, ker je meni blizu. Pa tam nisi šef, ne? To je pa, ja, to vam pa včasih to tako pridem luštno, naredim, ne? ja, brez odgovornosti, odgovornosti je sicer, ampak brez da bi mogla še razmišljati o enih 100 papirjih, pa pa tret, ampak ne, pridem, da sem z nekom, da nekomu pomagam in to naredim in to je to. Ja, in to je najlepše. Ja, zdaj, ti greš, ti organiziraš oziroma DPM organizira tudi vsako letno letovanje, ne vem, Debeli rtič, kam drugam? Savudrija. Greš tudi sama? Zdaj potuješ ne rada, se heca, včasih si zdaj rada, ne? Ja, ne tako bom rekla, sem leta nazaj, sem redno hodila, rada sem hodila. Mene je problem sam, ker me omejuje, da ko si na letovanju, si težko tam 100%, ker imaš tle še počitniške in toliko otrok dnevno in nekako moraš, odgovorna sem pa pač jaz za več potek. In na letovanju in na počitniških. Ne? Ja, pa čutim, da je prav, da prostovoljci vedno vejo, da imajo oporo. Ne? To se mi zdi prav. Da pač vedno lahko pokličejo, ni važno, če sem, ne vem, odsotna ali sem na dopusti, karkoli, da pač nekdo za njimi stoji. Ne? Otroci pa tudi, ne, vedo, ne, kdo je tisti, ne? Vejo. Si kot mama včasih, ne? Tako. Pa ponavadi tista, kateri pridejo, če se treba res pogovoriti, pa malo tako resno, ampak se tako nelušno pogovorimo. Drugače pa tako, pogrešam letovanja in zdaj si na vsake let vzamem nekako, si rečem, letos grem pa zraven, ker še vse zaradi vsega mojega znanja, kar ga imam iz preteklosti in ker je en kup mladih, ki je fajn, da se jih usmerja in katerih vidimo velik potencial in bi šla zraven vsako leto, če bi bila možnost. Ampak se ne da, ne? Ne gre, ne, ampak si pa želim in nekako plano imam, da naslednjo leto se jim ponovno pridružim, ker je pač vse res taka krasna izkušnja. No. Jaz ne vem, že kar nekaj let budno gledam, kdaj boš v kopalkah in skočila v bazen, da pridem do tebe in da te potunkam, ne? Ampak ponavadi nam uspe sam kakšno kavico spiti. Ja. Potem pa greš nazaj. Ne? To je to, ja, tudi bom rekla, da tudi počitniške dejavnosti na ponavadi bazenu, tako, ja, pridem malo preveriti, pridem pogledat, kako zadeve potekajo, ne? Da pa si kak dan, pa bom rekla, da mogoče leto se ne dvaka, da sem uspela jeti zraven, pa da sem tudi lahko bila aktivna z otroki v vodi, da smo se lahko špricali, metali. Evo, in takrat mene ni bilo, ne? Ja, se pravim, no, to drugače pa večinoma sam da učk vržen, da pač vem, da so zadeve pod kontrolo, kako se odvijajo. To je pa to, pa nazaj z računalnik, nažalost. Zdaj veliko različnih zgodb slišiš, tudi jaz jih, tudi v okviru tega, kar organiziramo Zasavske humanitarne teke, pa tudi drugih projektov, ki ste jih že tudi preko DPM-ja speljali. Se te dotaknejo te zgodbe tistih, ki jim pogori hiša, tistih, ki imajo neozdravljivo bolezen, ki imajo nasilje v družini. Znaš to odklopiti, se znaš izklopiti, ko greš domov? Ne. To pa je problem, ne? Ja. Zelo težko. Moram reči, da tako bom rekla, imam obdobja, ko nekako lahko svojo glavo naštimam, naredila si maksimalno, nisi stran pogledala, naredila si, pomagala si maksimalno, kar si lahko. Več kot to ne moreš. 10 zvečer pa ziher, nimaš kaj reči, ne? Ali pa ne vem, pač. In včasih, bom rekla tako, mi uspe. Včasih je pa enostavno teh zgodb, ne vem, preveč. Da se zvečer doma umiriš, razmišljaš o tem. Razmišljaš. Čeprav veš, da v tistem trenutku dejansko nimaš kaj reči, ne. Ampak čist praviti z mislim, nekako ne morem. Jaz tako iskreno povem, da mi pride do srca vsaka zgodba, sploh kar se tiče, da ti je nekdo, kar se tiče naših otrok, naših družin.
ni mi enostavno, ni mi vseeno in včasih me že malenkosti, bom rekla tako, ne vem, ko se dva otroka skrega, tako je preveč, ali pa ne vem, in potem, ne vem, je kak prevelik jok, pa to pa isto doma razmišljam. Kaj pa najhujše, nasilje v družini, to, kaj drugega, bolezen? Jaz mislim, da ena par situacij, tako bom rekla, da je bolezen, da je mislim, da je to težka. Sploh otrok, ne? Ja, sploh otrok, ali pa da se v končni faz otrok sooča s bolezen, ki jo ima starš. Mislim, ne. Obe strani so to stiska velika, ne, in potem poskušaš karkoli, ne, če potrebuje, da si vsaj takrat tam, da pomagaš na kakršenkoli način. Kar se tiče pa nasilja, pa po pravici povedano ne bi nič vedela. Mislim tako, no. Kar je pa še najbolj žalostno, pa še kdaj koga, ki ga izvaja, tudi srečaš, ne? Ja, ja. Težko stran pogledati, ne? Zelo težko. To pa je breme, ne? Zelo veliko. Laura, ne vem, oba se midva veliko smejiva, ne? Ja. Bi človek dejal, da nimava čist nobenih problemov, ne? Ne, ampak za nasmehom pravi sem brske skriva. To je zaščitni znak, je smeh, ne? Res je. Tak glasen. Ja, res je. Ne, bom rekla tako, da izhajam iz tega, da v bistvu jaz vem, koliko meni do srca pride en kup zgodb, ki jih slišim, ki jih izvem. In čas se mi zdi, da edin, kar lahko ljudem dam, da pa mogoče moja dobra volja, da pa mogoče jaz ne obremenjujem. Poveš pač tistem, ki so ti najbližje, ker te teži, ker nekomu moraš in tako je tudi prav. Ampak na splošno pa rada, ljudi, ko jih srečam, rada vidim, ali pa ko pridejo na društvo, da jih pozdravim, da sem jih vesela, da imajo občutek, da je prav, da so prišli, da je okej, ne. In da jim poskušam mogoče pa v tistem trenutku, ne vem, z dobro energijo pa ima biti in pa za tistih 5 minut pa dan polepšam. Recimo, nekako na ta način razmišljam in pa pomemben mi je tudi, da svoje slabe volje, svoje slabe energije, pa tiste stvari, ko me skrbijo, poskušam čim manj prenašati na ljudi. Sploh na svoje, ko se gre za prostovoljce, ljudi, ki hodijo sem, ker se čuti, ne, in imam tudi jaz slabe dneve. Kadar me obremenjuje preveč, tudi jaz ne morem skriti. Ampak v večini primerov pa poskušam, ker se mi zdi, da le na ta način lahko, ker v bistvu, tako bom rekla, verjamem, da je vodja tisti, ki je odgovoren za klimo, kakršna bo v pač tem službenem prostoru oziroma pač na prireditvah, ne, in z ljudmi, s katerimi delaš, so to prostovoljci, da v bistvu je moja odgovornost, kako se bojo tukaj počutili, ne. In zaradi tega mi je tu pač pomemben, da dihnem, se smejim. Gremo naprej. Zdaj, za mobitel imamo pripomoček, ne, da ga napolnimo, ko se spraznim. Ja. Kje se pa ti polniš, ne? Kje se prečistiš? Tukaj na ležalniku, na morju? Ne, mislim, bom rekla, da najraje imam hribe, predvsem pa lokacije, ki so obdane z zelenjem, kjer je mir in tišina. Če ne bi bilo signala, bi bilo še boljše za telefon. Pa če ne bi jaz zdaj dal tvojo osebno številko drugim. Ja. Tako, ampak se zdaj ima že veliko, ne sej. Zamenjati boš. V bistvu si jo prva dala naprej, ne. Bi lahko strogo na službenem stala, pa nisem. Ne, bom rekla tako, no. Pač poskušam se navaditi, da je prav, da si vzamem čas zase. In da ne čutim takrat slabe vesti, ker imam pa to grozno navado, da kar mislim, da moram takoj vse narediti. Pa ni prav, ker se delam slabi, ne. Posledično vsem skupaj, ne. Ampak z mene pa neko zadnji žre, ne. Jo, pa če so me klicali, pa zdajle se in pa zdajle rabijo, takoj pomoč. Ne vem, nekdo neki, ne. On kar neki šlo, ne vem, ne. Ampak nič se ne bo svet podaril, če en dan kasneje naredim ali pa čez 2 dni, ne. Politika te pa še ni potegnila, ne? Ne. Pa so te vabili, ne? Koliko ja, vem. Vsekakor. Na kakšno listo, kdaj? So, ampak ne. Moja odločitev je pač... Se mi zdi, da ne želiš biti okužena, ne? Na nek način. Sej, dej, to je častitljiv poklic politika, ampak si nekje in si... Jaz sem rekla, da pač ne vidim sebe, da bi tam lahko svoje delo dobro upravljala. Tako, ne. Kot prvo mi je... Vsi me poznajo me zaradi društva. Društvo je strogo nestrankarska organizacija in se mi pravi, da se tudi jaz nazaj držim.
Ker sem pač, jaz vem, da se lahko odločam, kar se hočem. In lahko gremo, mislim, karkoli, na kjerokoli listo, da ni problem, se v končni fazi sem sam zaposlena na društvu. Ampak zdi se mi pa pač, da sem tisti obraz, ki predstavlja nevladni sektor, ne strankarsko organizacijo, da je pa prav, da se pač nazaj držim, pa da se v bistvu držim tistega, kar znam delati. Drugoče vem, da mi ne gre, če nisem človek za politiko, je škoda, da se tja silim, če ne bom nič naredila. No. Jaz ti želim še veliko uspešnega dela, no bom rekel še naslednjih 70 let, ali pa saj 10 let, tebi ali pa še več. Seveda se pa občini Trbovlje pa tudi zahvaljujem, da nam je omogočila, da smo lahko posneli tale zanimiv pogovor, da smo malce več zvedeli tudi o tebi. Bom te pa še na koncu vprašal, kaj rada bereš, kakšne filme rada gledaš, kam greš rada dobro, poleg tega, da greš v naravo? Greš rajši na tekmo ali v kino, kak dober film pogledati? Tako bom rekla, najtežje vprašanje, ne? Ja, do nekaj let nazaj, pri meni doma televizija sploh ni gorela. Zdaj pa malo razvadem, ampak ne, drugače imam rada pač knjige, vzamem pa vse v roke, ni v bistvu vseeno, rada berem, to še vedno, rada berem, rada bi spet prišla do tega, da pač je televizija na off. Nekako nisem, bom rekla, kar grem filme gledam, če grem z otroki, drugače pa, jaz imam rada naravo, ampak tam, kjer preživim premalo časa, ampak se trudim ga več preživeti in to je to, ja. In če sem te dobro ocenil naravo, da bi ti zelo, zelo trpela tam, da bi ne vem, koliko se matrala, pa laufala, pa kolesarila naokoli. Ne, sam zeleje, pa mi je pa tišina. Naj bo tega zelenja, mira in tišine čim več, pa nikar ne pozabi na ta smeh, nekaj ostane. Hvala ti. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.